Planil vihar je presilen, kot pajčevine raztrgal oko. Ko osrednjem nagovoru ob državnem prazniku vljudno vabim predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, ob dnevu odprtih vrat, ali lahko v našem skupnem imenu, tukaj iz predsedniške palače, iz kristalne dvorane, pošljemo vsem našim dragim Slovenkam in Slovencem doma, v zamejstvu, povsod po svetu, vsem našim državljankam in državljanom naše iskrene čestitke v našem skupnem imenu z najboljšimi željami za našo skupno prihodnost. Zelo sem srečen, da smo tukaj, smo v omejenem številu, spoštujoč vse potrebne ukrepe za zavarovanje našega zdravja in zdravja naših ljudi, pa kljub temu smo skupaj. Trudimo se, da bi hkrati rešili zdravstvene probleme povezane za to epidemijo, hkrati se trudimo na nek način ohraniti javno življenje, ne samo gospodarsko in tisto, ki je nenadomestljivo za naše življenje, ampak tudi tisto, ki vzdržuje en občutek skupnosti. Seveda pa moram še enkrat reči, samo pod pogojem, da se trudimo, da res zelo discipliniramo, spoštujemo vse ukrepe in sem hvaležen, da ste se odločili priti, zlasti tisti, ki ste prišli v zasebne režije, ena skupina pride kasneje in kljub temu, da tukaj ni kot običajno 350 ljudi v tej dvorani, ampak vas je lahko toliko, kolikor je predpisano z predpisi. Kratek političen nagovor, potem pa se bomo šalo in smehom in radovednostjo sprehodili skozi predsedniško palačo. Ampak nekaj resnih besed za začetek. Ne vem, koliko je tukaj Primorcev? Ok, dobro. Nadpovprečno smo danes zastopani tukaj. Poglejte, Primorci smo bili pred 100 leti pahnjeni izven okvirov naše matične domovine, proti naši volji. Tisti čas do druge svetovne vojne, je zaznamoval fašizem, ki je skušal vzeti našim dedom, nonotom, kot želite, našim starim staršem, jezik, kulturo, identiteto, ampak temu so se postavili vsi po robu in enotni. Primorci smo se postavili proti fašizmu, enotno, partizanski boj smo sprejeli kot boj za našo nacionalno osvoboditev in tako se je zgodilo, da smo po naši volji, za našim oporom, lahko po drugi svetovni vojni prišli znova v okvir matične domovine. To nam daje vedeti, da enotni Primorci lahko pridemo nazaj v skupno domovino, enotni Slovenci, pa smo leta 1991 ustanovili tudi našo državo, 30-letnico te ustanovitve bomo praznovali prihodnje leto. En nauk vsega tega za te čase, v katerih smo danes, za čase po sami epidemiji, za čas negotovosti, nepredvidljivosti, ki smo jim priča in ki vseh nas vzbuja skrb, deloma tudi strah, vendar moramo s temi okoliščinami živeti. Najprej predvsem moramo seveda poskrbeti za zdravje, hkrati pa tudi za, kot sem rekel, oblike javnega življenja, ki bodo zagotovile nadaljnjo materialno rast, hkrati pa tudi taki dogodki, kot je danes, ene oblike sporočila skupnosti. In tukaj bi rad rekel naslednjo stvar. Toliko lažje in toliko bolj uspešno bomo premagali to krizo, kolikor bomo sodelovali med seboj. Ne glede, kako različni smo si, politično, nazorsko, v vseh ozirih. Kolikor bolj bomo sodelovali, kolikor manj se bomo izključevali, toliko bolj hitro, toliko bolj uspešno bomo premagali sedanjo situacijo. V tem smislu je praznik vedno priložnost, da se spomnimo, da nas veliko stvari povezuje, da nas veliko manj stvari ločuje, skupno smo, skupaj bomo premagali to situacijo. V tem smislu bi se vam rad zahvalil, da ste danes prišli sem, da pokažemo to željo potem, da čeprav na osebnostni razdalji ostajamo socialno in drugače povezani, da se skupaj trudimo. Danes bomo imeli tukaj najprej en čudovit kulturni programček, potem se bomo sprehodili skozi prostore. A sem prav obveščen, da je tukaj tudi Klemen Bunderla, tega razgrajača še ni, tam v zadnji vrsti. A sem prav obveščen, da nisi prišel sam?
julija, naj povem tukaj vsem, verjetno ne boste z mano z mano v moji predsedniški pisarni, ki se boste sicer vsi ogledali, ampak julija je, če sem prav obveščen, nekako skoraj zmagala na enem tekmovanju, prestižnem, v katerem so mladi ljudje predstavili svoje predsedniške programe, ne? In Julija je absolutno, bom rekel, pobrala vso slavo tega tekmovanja. Imela je sijajen, razdeljen političen program, od skrbi za najrevnejše do pomoči najbolj talentiranim, vendar pa je imela eno posebno željo za začetek svojega mandata in to je, da bi imela v predsedniški palači konja. Prijetno sem presenečen in počaščen, da bi mu dala ime Borut. Tako da se ti za to zahvaljujem, te bom posebej pozdravil v predsedniški pisarni, tako da se boš malo navadila. Predvsem pa boš mogla pogledati, kje ga boš privezala. To so te smešne, lepe strani življenja tukaj v predsedniški palači. Videli boste eno spominsko sobo, kjer so razstavljene umetnine mladih, uspešnih, talentiranih umetnikov. To so risbice, slikice, zgodbe, knjige prave. Nimamo še kakšne pesmice napisane z notami, ampak tudi to bi lahko danes dobili. Starši boste ponosni na tem, kar boste videli. Jaz sem na volji za kratke odgovore vprašanja v moji pisarni, kot običajno. Danes imamo pač to srečo, da ste v dveh skupinah, da vas je malo. Kljub temu mi je Nataša Kovač, generalna sekretarka urada, tečna ženska, ki zelo skrbi za to, da se strogo držim vseh predpisov, je zabičala, da ne smejo biti obiski tako, kako bi rekel, družabni kot običajno, pa krajši in se bomo držali teh pravil. Povsod si lahko roke umijete, v skoraj vsakem prostoru so razkuževala, maske, vključno z mano, bomo ves čas nosili, drugače pa ne oklevajte, vprašajte vse, kaj vas zanima, predvsem se pa zabavajte. Preden gremo na zabavo, bomo povabili župana občine Ankaran, ki je tako lepo gostil v soboto državno proslavo. Bi se vam rad zahvalil za to, gospod župan, in vas vabim k slavnostni besedi, prosim.